Čau, jaz sem glihkar prišla, sorry, jem piškotek prihodnosti, piškotek sreče, ne vem, ne morem se odločiti, kako naj temu rečem. Jaz sem glihkar prišla iz Vegasa, no, ne glihkar, ja, no, glihkar, 2 jutra nazaj. Ob 9 sem prišla iz Vegasa, kjer sem bila zaradi enega dogodka, ki je bil na seznamu iz Kangle, bucket list, karkoli, že več let, in to je Las Vegas Half Marathon, rock and roll, Half Marathon Las Vegas, in v bistvu je nekaj najbolj epskega, kar sem doživela do zdaj, kar se tiče tekov, pa tudi tako se mi zdi. Toliko epsko, da v bistvu sploh nočem dati stran tele svoje zapestnice, ok, malo zato, ker je ne morem dobiti dol, brez da bi jo strgala, malo pa tudi zato, ker z veseljem se spomnim, medalja je noro lepa. Ja, pa tudi nohte sem si pobarvala v stilu. V bistvu sem šla tja, zato da odtečem svoj 4. mali maraton. Prespala v soboto in v nedeljo, v soboto zjutraj sem štartala, kar se je izkazalo za skoraj nemogoče na začetku, zaradi tega, ker po vseh teh poplavah in neurjih, ki smo imeli v Los Angelesu, je nam dovoz odneslo in ograjo podrlo in cel kup enih žic in žeblov je bilo zmešano skupaj z blatom in prevrnilo nam je smetnjake in potem so bile glažene povsod in smeti in moj avto je bil zabasan toliko noter, da v bistvu smo mogli v petek sčistiti, ker so šele rekli, da bojo poslali ljudi v ponedeljek, da sčistijo to. Ker je očitno pač toliko enih stvari bilo po celem mestu, da ni bilo dovolj delavcev, da bi prišli to spucati takoj, ne, oziroma nismo bili prioriteta, verjetno so bile prioritete bolj bogate soseske, ne tam, kjer smo mi navadni ljudje, navadni smrtniki. Ni bilo možnosti priti ven z avtom, zaradi tega, ker nisem hotela zapeljati čez žeblje pa zarjavele stvari. No, in je trajalo to ful časa, da smo to spucali. Še sem na žalost na koncu opraskala avto, zaradi tega, ker še vsem, kakor smo se trudili, ni bilo spucan dobro, ne, in sem popraskala avto. To je moj prvi avto v življenju, by the way, in prvič, da sem ga opraskala. Še zdaj me boli, ampak sem vsaj prišla ven iz dovoza, ker na začetku je tako izgledalo, da nikamor ne bom šla. In ko smo spucali to, sem se odpeljala zjutraj, hotela sem štartati res ful zgodaj zjutraj, ampak bilo je še nekaj dela zjutraj, da na koncu sem štartala okoli 9. Meni osebno ta vožnja do Vegasa je tako res top. Ful mi je všeč, ful je pomirjajoča, ful mi je zabavna, sproščujoča itd. itd. Večkrat sem jo že vozila. Najbolj se vedno veselim vožnje do Vegasa. Vegas mi je, ko sem bila stara, ne vem, 22, 23 let, mi je bil tako bolj wow. Las Vegas, ne, zdaj na tej točki mi je tako, okej, party mesto. Izbrala sem si hotel, ki je bil ful blizu štartne linije, zaradi tega, da nisem potem rabila zvečer hoditi čez, ne vem, čudne predele Vegasa, zaradi tega, ker ta polmaraton, za razliko od vseh ostalih, ki sem jih laufala, se je začel zvečer. Poanta je bila to, da so Las Vegas Strip zaprli čisto v celoti in odprli ga samo za tekače. In videti eno tako mesto, kakor je Las Vegas, ki je toliko enih teh neonskih luči, ki je toliko enega šundra, ki je toliko enih zabave, toliko enih teh ikoničnih stavb, toliko enih ljudi, ki žurirajo več ali manj. Vedno vidiš ogromno res dolgih limuzin in party ljudi in lepo oblečenih ljudi in pijanih ljudi in zmačkanih ljudi v tem mestu, da ga zaprejo za tekače, za nekaj čisto totalno nasprotje tega. Zato je pač štart bil tudi šele zvečer, zato da je dejansko si videl efekt tega, kako Las Vegas gleda zaprt za tekače. Predtem sem šla na Health and Fitness Expo. Zdaj v Ameriki je tako, pa tudi drugje, recimo, če se ti prijaviš na te velike teke, imaš tako Health and Fitness Expo oziroma kakor neka konvencija. Na večino, ko sem jih do zdaj šla, ni bilo nekaj posebnega, včasih si kupim kakšno majico, ker imaš te popuste in to, ali pa sprobam kakšno novo hrano, te ploščice ali pa te elektrolite, ampak ta v Las Vegasu mi je pa res žal, da nisem prišla prej. Tule sem res mi je žal, da nisem mogla priti že en dan prej ali pa ful zgodaj zjutraj. Prišla sem šele pol ure, preden se je zaprl in nisem vedela, da bo toliko fenomenalen. Prva stvar je, da je tak zid, na katerem najdeš svoje ime in sem ga, ne vem, po 10 minutah končno našla. Bilo je tudi tako ogromno enih stvari, ki si jih lahko kupil. Mogla sem si kupiti nalepko, seveda,
ne, ker je tako ikonično doživetje. Potem sem pa videla tudi tole, ne. In to mi je bilo tako, ja, to je lepljivo, je ful, ne vem, zakaj, to je to v življenju. Med drugim je največji sponzor tega teka je bil Celsius, kar je energijska pijača. In na temu Health and Expo sem tudi dobila energijske pijače, zastonj majico s kratkimi rokavi. V tem paketu, ki sem ga pobrala, je bil valjda pač ta moj bib, ne. In ponavadi sem navajena, da so te majice, ki jih dobiš za teke, tako ful generične, ne. Z veseljem jih izbiram, zato ker je to neke vrste spomin, ampak za ta polmaraton smo pa dobili majico z dolgimi rokavi s kapuco, ki je res tako iz materiala, ke diha, športni material, ne, ono res, ko švicaš, pa ti nič ni. In to me je tudi ful presenetilo, tako iskreno za denar, ke sem ga plačala, in fora tega je tudi, da je to zelo ni zelo drag polmaraton, veliko dražjih je, ne, veliko dražjih je že, ampak za moje standarde mislim, da je navadna cena tam nekje $220. Jaz sem ujela, ke so imeli 24-urno razprodajo na začetku decembra in sem dobila štartnino za $140. Zdaj, okej, to se sliši ful, razumem, res, ko sem se prijavila na kakšne te male polmaratone v Evropi, ko je štartnina, ne vem, 30-40 evrov. Jaz sem kar jokala od veselja, tako da za ta denar, ke sem ga vložila, sem do zdaj, od leta 2020, ko so začeli dajati ful manj teh ugodnosti zraven k štartnini, je to še nekaj najboljšega, kar sem do zdaj dobila. Ne samo zaradi tega, koliko sem dobila zastonj, ful enih popustov sem dobila na temu Expotu, ko kvalitetne stvari, športne stvari za 45% manj. Jaz sem dala $80 za nekaj, ke bi me drugje koštalo tako 300. In to so bile vse stvari, ke sem jih res nujno rabila, ker ogromno lavfam in ogromno tudi pol perem teh športnih stvari in sčasoma res zbledijo pa začnejo razpadati. Kar se tiče oblek, je to nekaj, kar najbolj pogosto kupim. Vse ostale obleke tako res jih imam 15 let, za športne stvari pa moram osvežiti. Ja, tule so imeli tudi celo tako brošuro si dobil. Zaradi tega, ker poanta tega polmaratona je bilo pa to, da je bilo ful ene zabave. Imel si odre, na vsake, ne vem, 2 milje si imel odre, z muziko. Res se je splačalo dati denar in tudi naslednje leto grem še enkrat 100%. Oder je bil in potem je bil DJ gor ali pa band, ki je špilal tisto glasbo. In večino časa sem lavfala brez slušalk, kar je tudi čisto neka novost zame. Vedno rada poslušam muziko, kadar tečem, ampak prvih 12 kilometrov sploh nisem poslušala muzike. Šele pol nekje tam, mislim, da sem pri 14. kilometru pa do 17. kilometra sem poslušala muziko ali pa 18. Vem, do zadnje 2 kilometra sem se toliko borila s svojim življenjem, da nisem več hotela niti muzike slišati. Sem se samo osredotočala na vse, kar je okoli sebe, pa na ljudi, ki kričijo: dajmo, imaš to, skoraj si že tam. Ker pa, ja, prejšnji dan, ne, kljub temu, da sem prišla tja lavfat, je šel vseeno Vegas in sem se šla tudi malo zabavati ven. Ne pretirano veliko, ampak glih toliko dosti, da sem se malo zasrala za naslednji dan. Polomljena sem bila od tega, ker smo mogli razkopavati tam dovoz. Potem 5-urna vožnja do Las Vegasa, bila sem neprespana, 2 noči zapored, pa sem šla še Health and Expo, polje sem šla bowlat, ogromno je bilo ene hoje in potem tisto noč tudi nisem mogla spati normalno. In naslednji dan sem bila ful utrujena, ful utrujena. Res se nisem zvečer že dobro počutila, kljub temu, da sem šla ob 9 spat. Sem se zbudila tam nekje okoli 1 zjutraj in potem do 5 zjutraj nisem mogla zaspati in pa sem zaspala za 1 uro. Imel si tako aplikacijo, na kateri si lahko sledil tekačem, ne, tako nekako izgleda ta aplikacija. Če dobro pogledaš, imam jaz tule slovensko zastavo zraven in pa tudi svoj uradni čas. To je trenutno najpočasnejši polmaraton. Realno, iskreno sem mislila, da bom rabila več kot 3 ure. Na začetku je kazalo tako, da bom rabila ene 3 ure pa pol, ker sem se res lepo počutila. Če plačam toliko denarja, pa so vse te glasbene vsebine pa vse te zabave, ne, jaz nočem
šprintati čez vso stvar, ne, pa se izklopiti možgansko, pa samo čim prej laufati, ne, da čim prej pridem do cilja. Hodila sem si ogledati stvari, pa ne vem, ogromno sem se ustavila vmes, da sem fotkala, pa snemala, pa ne vem, plesala ob odrih, ne. Kljub temu, da sem se res slabo počutila, pa sem mislila, da bom, ne, ene 3-krat vsaj, ne, sem razmišljala, kje je ta prvi koš, ne, pa se pol ni zgodilo. Sem še vseeno tako probala čim več doživeti iz tega, ne, čim več potegniti ven iz tega in se tako čim bolj zabavati in čim bolj odmisliti. Na ciljni ravnini je bil nek tak party, kar je bilo ful epsko. In tudi talali so to brezalkoholno pivo, Athletic Brewing, kar je moje najljubše brezalkoholno pivo. Znamka res pač pivo naredijo tako, da sploh nimaš občutka, da je brezalkoholno. Okus identičen alkoholnemu pivu. Od njih mi je najboljši IPA, tako res, če si zaželiš piva, pa nočeš alkohola v pivu, najboljši nadomestek, res kapa dol tej firmi. Athletic Brewing je tukaj. Na samem temu dogajanju so nam talali gele, kar je ful prav prišlo, zaradi tega, ker je bila še dodatna hidracija pa malo sladkorja, da sem si dvignila cuker, ne. Ja, no, potem sem do hotelske sobe prišla šele okoli 9 zvečer, ker sem mogla še hoditi nazaj tisto noč, zaradi tega, ker sem imela toliko adrenalina. Sem se premetavala, mislim, da sem zaspala nekje okoli 1:30 zjutraj. In potem še vožnja, 5 ur pa pol vožnja, niti ne dan. Kaj, saj je bilo manj kot 8 ur po tem, ko sem zaključila polmaraton, sem šla, pa sem se vozila iz Las Vegasa v Los Angeles, kar je nekje 5 ur pa pol. Ampak to je čar vsega tega, ne, življenja, da je izkušnja. Ne bo vsaka izkušnja popolna, ne, zdaj sem imela, ne vem, imela sem 3 polmaratone zapored, ko so bili tako res sijajna izkušnja. Seveda so boleli, ampak bilo je tako vse popolno, ne. Dnevi pred tem, tedni pred tem, dan po tem, potem isti dan, ne. Pač ko res, vse sem naredila prav in tudi rezultat je bil pol tudi tak boljši, ne. Ampak to rundo sem pa marsikaj naredila napačno, je bilo pa nekaj novega, ne. In res sem vesela, da sem šla na ta tek. Absolutno grem še enkrat naslednje leto, ampak bom šla en dan prej tja, pa en dan kasneje bom tudi šla. Vzela si bom 4 dni fraj za to. Zdaj vidim, da voziti se 6 ur nekam, pa laufati, neprespan, pa se pol voziti 6 ur nazaj, ni glih najbolj pametno. Ampak zanimalo me je, kako je, če se grem zabavat, pa naslednji dan tečem polmaraton. Zanimalo me je, kako je, če se vozim, pa naslednji dan tečem, pa pol dan zatem, 8 ur zatem vozim domov. A lahko grem direkt na šiht, kakšni so občutki, koliko bom kaj lačna. Zanimalo me je, kako je teči polmaraton zvečer. Vse to me je zanimalo in zdaj vem. In to je najboljša stvar tega, je, da je bila res nora nova izkušnja. In da je bilo vredno čisto vsake bolečine, čisto vsakega centa, čisto vsake minute. In da sem res prišla domov tako, kot da sem spala z obešalnikom v ustih. Nič nisem šla v kazino, razen enkrat, in imam tukaj voucher za 50 centov, ki ga bom rada kakšne te stvari si prinesem domov, da si dam v en zvezek poseben, pač napapam tja. Dejansko sem dala noter $2, pa sem ven dobila pol 50 centov. To je vse, kar sem zapravila za kazino. $2. To je to. Zdaj gremo pa novim izkušnjam naproti. Okej, hvala za ogled. Čau.